Lepo pozdravljeni v podcastu Zevo. Danes je z mano igralka in scenaristka, ki jo poznamo tudi v vlogi voditeljice, v zadnjem času pa poleg vseh svojih vlog opravlja še eno, ki je močno pritegnila mojo pozornost. Svoje izkušnje, znanje in pogled na življenje prenaša na mlade. V osnovni šoli, kjer ustvarja pravzaprav en tak prostor, lahko rečem, za pogovor o stvareh, o katerih se pogosto sploh ne pogovarjamo ali pa pogovarjamo na nekoliko drugačen način, kot ga izvaja sama. In meni osebno je to zelo, zelo zanimivo, ker v resnici se največ stvari lahko začne prav tam v osnovni šoli. Maja Martina Merljak, dobrodošla, pozdravljena. Živje. Sem se prvo spraševala, kaj bo tema najinega pogovora, ker nisem nič vedela, sem jo sam poklicala, prideš na podcast in sem rekla, seveda, ja, valjda, absolutno, ker mi je ful lepo, kar delaš. Hvala lepa. Zato sem takoj rekla, ja, ampak nisem pa vedela, kaj bo tema. Najprej moram nujno povedati eno stvar, da absolutno jaz tega ne delam sama in to je pač v bistvu, jaz sem se odzvala, torej ta projekt, ki smo ga lani delali in ki ga zdaj delamo, torej v bistvu razvijamo, res je poudarek na razvijamo, skupaj razvijamo koncept, ki je v bistvu zelo pomemben za ta čas, za družbo, za svet, ne samo za slovensko družbo, za svet, ampak ga razvijamo. Torej jaz sem se v bistvu samo odzvala na kako bi rekla, torej za začetek so bile težave in jaz sem se odzvala na nek, kako bi rekla, torej šola nam je omogočila predavanje, to večkrat poudarjam, šola nam je omogočila predavanje magistra Prgiča, ravnatelj nam je omogočil to predavanje in magister Prgič je v bistvu to hotel povedati, v bistvu ključno za to predavanje, ki je bil seveda odziv na vse te probleme, ki so jih imeli naši otroci v tem razredu, res so bili strašni problemi, prav res je bilo, dokler nisem sama tega doživela, nisem vedela, koliko res hudo je. No, skratka, omogočila nam je šola predavanje prav na temo odgovornosti, ker dogajalo se je prav to, da smo si v bistvu starši in šola podajali te otroke, oziroma podajali smo si odgovornost, torej kdo je kriv za to stanje, kakršno je bilo. Bile so res izrazite vedenjske težave, veliko nasilja, verbalnega, čist pravega, ekstremna tekmovalnost, ni bilo nekih pravih vezi, oziroma te vezi so bile tako zelo našpičene. In seveda posledično je bil tudi učni uspeh izjemno slab. Skratka, in to predavanje je v bistvu bilo prav na to temo, odgovorni smo vsi, mi se moramo skupaj lotiti tega problema in predvsem se ga moramo lotiti na način, da z nekim sočutjem. No, in ko je jaz sem nekako imela ves čas občutek, priznam, da sem imela občutek, da se to na nek način mojega sina zares ne tiče, ker ni bil deklariran kot problematičen. Ne? Seveda sem se udeleževala vseh sestankov in vsega, ampak tako bil en tak občutek, dobro, v resnici jaz nimam zares problemov. On je bil dober učenec, ni bil problematičen in tako. Do trenutka, ko ni bil tudi sam del enega incidenta, enega konflikta in je sam mahnil enega fanta. In takrat se pač spomnim, torej bili smo na govorilnih urah in ko smo pač razmišljali o tem, kaj dejansko narediti, kako pristopiti k tem problemom, je pač meni prišla ta misel, ki jo je gospod Prgič imel ob odhodu, ko je rekel, lejte, če ima kdo kakšno specifično znanje, pridite, vključite se, začnite delati skup. Včasih je skupnost vzgajala otroke, nehajte biti na nasprotnih bregovih, ti otroci so kot ping-pong žogce med vami. Se imate isti cilj, konec koncev, ne? No, in pač takrat je res bruhnil ven iz mene, pa dobro, bom jaz začela, kaj lahko jaz ponudim, se pravi, jaz sem igralka, sem končala scenaristiko, režijo, napišemo skupaj z otroki
z otroki, ne jaz, z otroki napišemo tekst, avtorski tekst. To je bilo zelo pomembno, da nismo vzeli rdeče kapice, ampak da smo vzeli tekst, ki je targetiral njihove probleme. Oni sami so skreirali like. Prek tega, ko so kreirali like, ko jaz sem jim seveda dala geberite, kako se pač to naredi, da vsak človek ima neke močne lastnosti, neke lastnosti, ki jim delajo škifo in vedno ima neko močno željo. In oni so prek tega ogromno stvari dojeli, že samo prek tega. Zato je bilo zelo pomembno, da smo naredili avtorski tekst. In potem, da so v bistvu, da so si rekli smo, se pravi, naš cilj je predstava, ampak vi ne rabite vsi igrati, ker pač predstava je en konglomerat nekih različnih vlog. In ful je bilo pomembno to, da so si sami izbrali, kaj bodo počeli, scenografijo, kostumografijo in tako naprej, in da so ves čas razumeli, jaz brez tebe ne morem. Moje delo je ful pomembno, enako pomembno kot nekdo, ki stoji na odru, ker ta na odru brez, ne vem, scenografa nima kaj, ali pa ne vem, brez tonskega mojstra, brez prišepetovalca, brez kostumografa. Torej, vse je ta soodvisnost tukaj bila zelo pomembna. In hkrati je bilo zelo pomembno to, da so tudi starši, šola, mi smo res skup delali. To je bilo, zato pravim, da tukaj, jaz sem se samo odzvala na neko idejo, ki je v bistvu bila sprovedena strani šole. Jaz sem tudi neizmerno hvaležna, zdaj le šele dojemam. Skačem, ampak ja, zdaj šele, ko v bistvu smo ta projekt, torej ta predstava je imela izjemne učinke, res je imela izjemne učinke, v bistvu jaz si nisem predstavljala, da bo tako. In smo zato šli tudi naprej in zdaj delamo torej restauracijo za en dan na šolskem igrišču, ki je ogromen projekt, ki si sploh noben ni predstavljal, da bo tako ogromen, pričakujemo okrog 400 ljudi, pride predsednica republike, k nam sodeluje, res 200 ljudi po moje sodeluje v tem, tako da res je ogromno. No, ampak v bistvu to hočem je, da sem se šele zdaj začela tako zares zavedati, da vse to, kar mi počnemo, predvsem pa ljudje strani šole, pa lokalna skupnost, ki je vključena noter, ta pozitivna, ekstremno pozitivna naravnanost, ta srčnost vseh ljudi, ki je noter, to ni samo po sebi umevno. A veš, učitelji dajo svoj ekstra čas. Res ga dajo, to ni samo po sebi umevno. Ravnatelj, da podpira tako ogromne stvari. Tudi to ni samo po sebi pomembno, da je že sploh v osnovi bilo ravnatelju zelo mar in je šel takrat nam omogočil predavanje. On bi lahko rekel, dobro, še ena problematična generacija, ne prva, ne zadnja. Zmenite se. Lahko bi to rekel. In marsikdo bi to rekel. Tega se šele zdaj zares zavedam. In zato tudi o tem večkrat govorim tudi starši, ki pač začnejo jamrati čez šolo. Rečem, come on, dajmo malo pogledati od daleč. A se vi sploh zavedate, kaj vse dela ta šola za naše otroke? Oni niso rekli, Te učitelji, ne lani, smo imeli izjemno učiteljico, ki je rešila ultra preko sebe in dala je vse in res še več za te otroke. Tako da to so stvari, ki niso zanemarljive. Res torej jaz sem neizmerno hvaležna, da sem v bistvu del te lokalne skupnosti, da sem del te šole, ker vidim, da jim je mar in to je neka stvar, ki jo je res treba poudariti in tako, no. Zdaj v bistvu si že majčkeno odgovorila na moje naslednja vprašanja, ampak vseeno morda je kdo, ki naj jo zdaj posluša, ki ne ve čist dobro, kaj je sploh ozadje vsega tega. Šlo se je tako, kot si sama že omenila, da je tvoj mlajši sin, starejši. Bil v tretji B, problematični tretji B. Ful je bilo zanimivo res to, da o tem tretjem B-ju se je zelo veliko govoril, cel zalog je praktično poznal po pač problematičnosti. Razlog za to, razlogov je absolutno več. Ne vem dejansko, kaj je, pač tako, kot jaz osebno vidim, je to, da je bil absolutno prevelik razred, da je prevelik razred. Eden od te teme se nekako skuša malo izogniti, ampak mislim, eden od razlogov za razprtije oziroma tenzije je tudi seveda močno multikulturni razred je bil. Jaz ne mislim, da je to kakorkoli problem zares.
oziroma ni problem, dokler ne rata problem, in pač pri nas je ratov problem. Bila so trenja, zelo občutna, jasna, neizpodbitna tudi na podlagi tega in zato se mi je zdelo tudi v bistvu, kar se mi zdi lepota koncepta, ki ga delamo, je prav to, da mi otroke povežemo na poti do skupnega cilja. Izhajala sem takrat, zakaj sem sploh dala to idejo, je zato, ker jaz sem izhajala v bistvu čisto iz preprostih primerov, ki sem jih sama doživljala močno v življenju, torej recimo, ne vem, ko snemamo filma, ne? Mi pridemo skupaj iz močno različnih pač okolij in tako. Torej okoliščine in okolja so zelo različna, ampak mi takrat, ko stopamo skupaj, tiste 2-3 mesece, odvisno pač koliko časa se snema, ali pa serija recimo, dihamo zelo kot eno. In jaz mislim, da je to predvsem zato, ker imamo skupni cilj. Ta pot je skupna in cilj je skupen. In v bistvu vse razlike postanejo zelo nepomembne. In zato se mi je nekako zdelo, da bi to mogoče bil en pravi pristop, prava pot, da se te razlike, ki so postajale zelo, zelo moteče, torej in kulturne in zelo veliko je tudi pri nas bilo odločb, torej te razlike v nekih, rečemo temu, ne vem, verjetno sposobnostih, ali kako bi rekli, so bile izrazite, predvsem se jih je pa nekako tudi mogoče poudarjalo preveč. No, in zato se mi je zdelo nekako ta pot, dajmo mi, razlike bodo vedno ostale in tudi ni problema, da mi pač kulturne recimo razlike bodo vedno ostale. Jaz sem Slovenka, nekdo drug je Bosanc, Srb, to vedno bo ostalo, tega ti noben ne more vzeti. Ampak zakaj to treba nagazivati, zakaj to moramo toliko poudarjati, zakaj je to pomembno? Jaz se ves čas sprašujem, zakaj je to sploh pomembno? Tudi recimo za 8. marec so me sprašvali, kako je fajn, zakaj ti je fajn biti ženska ali pa tako, a ne, se pravi, hoteli so večkrat od mene, da bi nekako poveličevala ženske in sem si vedno mislila, pa zakaj moramo se sploh ločevati po spolih, po kulturah, zakaj je to toliko pomembno, samo ločevanje, zakaj je to toliko pomembno? No, skratka, in se mi je zdela ta ideja, da smo skupaj na poti do istega cilja, se mi je zdela nekako dobra varianta, dobra smer za premostiti to ločevanje. Tako da bil je to razred, ki je bil ekstremno problematičen. Jaz se spomnim prvič, ko sem prišla v razred, ko smo rekli, dajmo poskusiti, dajmo torej narediti to. Ti si potem s to predstavo, si kaj, potem hodila enkrat na teden k njim? Enkrat do 2krat na teden, na začetku enkrat na teden. Ne, v bistvu je bilo kar del OPB-ja, podaljšanega bivanja. Potem smo pa nekako tako, veš kaj, ogromno stvari je bilo takih stvari, ki smo jih delali, smo na koncu, v bistvu razredničarka je ugotovila, da se veliko stvari tudi zelo povezuje s kurikulumom. Tako da smo recimo potem proti koncu seveda naredili tudi kakšne stvari, večinoma je bilo OPB, ampak recimo kakšne stvari tudi pri slovenščini in tako. Res smo šli vse z roko v roki, delala sva skupaj načrt, kaj pa kako. Ne vem, recimo slovenščina je bila ena taka stvar, tudi družba je bila ena taka stvar. Recimo, mislim, da je bilo, da se tako reče družba, ali kako je že bilo spoznavanje. Okolja meni se zdi, SPO, nekaj takega. Nekaj tako, se ne spomnim točno, kako je bilo, ampak veš, recimo tudi tam so imeli noter prav gledališče, tako da smo nekako določene stvari zelo plastično, namesto da bi učbenik samo brali, pa se teorijo učili, smo mi šli zelo konkretno, zelo praktično smo šli noter. Tako da, načeloma pač v OPB-ju, enkrat na teden, proti koncu 2krat na teden, potem so se starši vklopili, jaz sem potem prevzela izključno samo režijo igralcev, ostali so potem, smo imeli mentorsko ekipo za scenografijo, kostumografijo, za vabila, in je bilo res, tako je bilo lepo, videla sem to, kako je otrokom pomenilo to, da moj starš pride v šolo in je del mojega življenja v šoli. Zdaj so še toliko mičkani, da jim to pomeni. Potem kasneje dejansko ne vem, kako bo, pač tudi razvijamo ta koncept, da bi bil lahko na voljo tudi starejšim. Jaz sicer mislim, da bo neke stvari treba malo prilagoditi. Ta profesorica, doktorica Mojca Poredoško dela z mano iz pedagoške fakultete, mislim z nami, ki je že takrat delala z mano, to hočem povedati, da je že takrat rekla, da v bistvu ne bo teh prilagoditev toliko velik. Ne vem, jaz imam občutek, da verjetno bodo najstniki težje sprejeli svoje starše v svoje šolske okolje, oziroma
si bomo mogli starši zaslužiti, da lahko pridemo. Tako. Ampak še vedno je to seveda prenosljiv koncept oziroma model tudi v višje. Tako da otroka mi je ful pomenilo, res. Pol sem me začel prav spraševati, kdaj pride moja mami, a bo moj oče tudi prišel, kaj bo delal. A je bil kakšen totalno negativen odziv v smislu, da si dobila morda občutek, kaj se zdaj ta Maja tukaj neki mal ven meče, pa kaj bo zdaj ona. Veš, kako smo znamo v družbi, nažalost, kdaj tudi naleteti na kakšne takšne potem komentarje? Lani ne, zato ker smo v resnici, to je pa tudi ena ful lepa stvar, da smo v resnici starši tega bivšega 3.b res močno povezani. Mi smo v bistvu skupaj že iz vrtca. In se mi zdi, da to je ena zelo pomemben aspekt, ker mi smo v resnici, ne glede na to, da je bilo toliko veliko problemov, je ta povezanost med nami bila zelo močna in zato se je tudi takoj v resnici vsak starš, smo se vsi odzvali, vsi takoj povezali. Letos so bili na začetku, zato ker letos se je zgodilo tako, da so oba razreda, torej imamo 2 paralelki in so pač jih povezali. To je bil tudi eden od načinov, eden od pristopov, ki jih je šola nekako ubrala pri spopadanju s tem problemom, torej da so v bistvu razreda pomešali in je tudi rezultat zelo, zelo dober, kljub temu, da smo bili na začetku malo prestrašeni, skeptični, kako bo, ampak je bil zelo dober rezultat. Tega mišljenja, dobro se je nekako to izpadlo. Tako da v ta nov projekt, Restavracijo za en dan, smo šli oba razreda in tukaj je bilo mogoče na začetku malo skepse, ampak mislim, da se je ali pa da se bo s časoma, da se bo nekako. Ja, ker je vseeno drugače pri starših, ki se že, sama imam tudi to izkušnjo, da pač gre za manjšo šolo, poznamo se starši že, kot si rekla, iz vrtca in tudi se mi zdi, da če v takšnem okolju poznanih staršev pride do nekega mogoče trenja med, ne vem, dvemi, se tudi takšna starša, se mi zdi, na drugačen način lahko pogovorita, pomenita, najdeta mogoče neko pot, kako bi se lahko kaj rešilo. Seveda, če niso to zdaj toliko velike stvari, o katerih ti govoriš, ampak... Veš kaj, jaz ves čas res poudarjam, da moja je samo ideja. Jaz sem samo takrat samo dala idejo, torej ideja je bila takrat za predstavo, pol, ko so bili dobri rezultati, sem dobila idejo za restavracijo, ki je nisem hotela jaz delati, res ne, sem mislila, da to je to, ampak pač splet okoliščin, pa smo pač rekli, v redu, bom tudi z veseljem, sem zraven, ni problema, z veseljem, ampak pač nekako sem hotela, da bom predala štafeto. Zdaj sem mogoče mečkam bolj upeta, ampak še vedno je to projekt šole. Moja samo ideja. No, ampak brez ideje ni začetka, se veš. Seveda ne, ampak je še vedno to je projekt šole, absolutno je to projekt šole in to sem tudi pač poudarila, ker je bilo na začetku nekih mičkane so bile neke ideje, kaj se zdaj gremo in gre ta mama tle dotično in sem pač tudi rekla za to zelo jasno, moja samo ideja, to je projekt šole in tudi če se jaz umaknem, bo šola to speljala. Torej ne imeti tukaj občutka, da kakorkoli kdorkoli dela zame, ker noben ne dela zame. Jaz to delam prostovoljno tukaj, izključno, zato pač pomagam in to je to, da to ni moj projekt in ne dela nihče za mene. In tudi, grejo določene, glede na to, da sem bila nosilka prejšnjega projekta, seveda skupaj z razredničarko, ampak bila sem nosilka kot krovni mentor. So tudi letos kakšne stvari, v bistvu veliko stvari šlo prek mene in ves čas govorim, ne, dajte se, vi se zmenite, sploh tudi imamo mentorske time, in ne rabite mene spraševati nič, karkoli boste naredili, bo absolutno dobro. Jaz nisem nekdo tukaj, ki je vodja in šef. Nisem, karkoli boste naredili, bo dobro. Tudi lani sem jim govorila, recimo za, ne vem, sem potem spraševala, kaj hočeš za kostumografijo. Sem rekla, jaz načeloma, režiser vedno pove, valjda, svojo vizijo, ampak tukaj se jaz ne bom vtikala v to. Naredite po svoje, anything goes. In tudi ta svoboda, recimo, ko so jo otroci začutili potem tekom procesa, se je enkrat zgodilo prav to, da spomnim se trenutka, ko so začeli sami kreirati. Ker najprej je bilo to, a sem naredil prav.
In jaz sem jim ves čas govorila, umetnosti ni prav pa narobe. Povej po svoje, naredi po svoje. Veš, kakšni so bili oni na koncu, kako so izgledali, to je bilo tako smešen. To ni bilo, tako res ni sledilo nobeni viziji, režijski viziji. Ampak jaz sem rekla, bolj je to pomembno, da oni pletejo, da oni kreirajo, kot to, da mi je imela neko vizijo in bo vse te barve in vse perfektno. Ne, veš, ampak res veš, kakšni so izgledali, pa so si nabavili neke spreje, res to je bilo tako smešno, ampak v resnici je dober, tle sem imel neke narisane, neke številke in pa so tudi rekli, imam jaz lahko une papuče, imam lahko sončne špegle, sončne špegle. In to je bilo vse tako, razumeš, nek šmafu vsega, ampak v resnici je bilo dobro, ker je bilo njihovo. Ne? In predstavljam si, da so verjetno skozi to predstavo lahko tudi del svoje kulture na nek način izrazili, pa hkrati morda ne bili ali zasmehovani. Ali pa, a ne, ker konc koncev zdaj pa gre za predstavo. In, to je tudi ena stvar, ki sem ves čas govorila, povejte stvari po svoje, rečite baka namesto babica, rečite, imeli smo noter Miki Milane in tako naprej. Če bi šlo to za šolsko predstavo, klasično šolsko predstavo, verjamem, da bi morali se držati in jaz sem tudi pač rekla absolutno slang. Niti približno ne gremo v nek zborni jezik, ker to takoj ubije naravnost in pristnost. Tako da ja, šlo je za povej po svoje, uporabi svoje besede. Vem, da je bila to enkrat debata, ali bomo rešili v to smer, ipak smo v slovenski šoli in tako naprej, ampak ves čas smo imeli v glavi krovno idejo, občutek pripadnosti. In za občutek pripadnosti moraš v bistvu postaviti platformo za pripadnost. Torej, ti moraš imeti svobodo do lastnega izražanja. In zato se mi je zdelo tukaj zelo pomembno to, da se jih upošteva na ravni vsega, ali vizualnega izraza, ali pa čist besednega izraza. Maja, ko govoriš o teh stvareh, se mi zdi, da imaš prav še dodatno posebno iskrico. Možno, zato ker se mi zdi, ne glede na to, da zato ker se mi zdi v resnici ful pomembno to, kar se je lani pokazalo. Koliko se je izboljšalo, konec koncev stanje? Mislim, se je. Predvsem je en pokazatelj, zboljšalo se je zaradi veliko stvari. Vmes so bile seveda tudi pač počitnice. Najprej bom tako rekla, izboljšalo se je ful. Po premieri, pa še pol tudi naslednje dni, to je sicer dogodek, je bil praktično čist na koncu šole, ampak recimo svetovalna delavka je rekla, ko je prišla naslednji dan v šolo, v ta razred, rekla, to je drug razred. To je drug razred, ampak ne zaradi mene, to ves čas poudarjam, ne zaradi mene, ampak zato, ker so te otroci prav to doživeli hojo po skupni poti in skupni cilj. In ta ponos, da jim je uspelo. Tudi to je bil torej razred, ki, jaz sem slišala večkrat, preveč pričakujemo. Maja, dajmo malo manj tole, ne vem, če bo šlo. Ne z njimi. Ne? In sem imela feeling, pismo, da bo, bilo je res ekstremno naporno. Kako si sama se v takšnem okolju, v takšnem razredu sploh znašla, ker pač, mislim, vseeno nimaš neke pedagogije za sabo. Tudi ne bom nikoli šla, to je toliko težko. Ful je bilo težko, res je bilo težko. Tudi vsakič po uri sem šla skoraj spat. O, bog, kako je bilo težko. Mogoče je bilo v bistvu, najprej je bilo pač čisto fizično naporno, pa tudi psihično. Mislim, doživela sem v bistvu vse, kar po moje učitelji se sploh ne, mislim, mi se sploh ne zavedamo, kaj vse dajo učitelji čez. Predvsem na psihičnem nivoju. Res se ne zavedamo tega. Jaz mislim, da je ful premalo tukaj bi rabili imeti v bistvu učitelje v resnici. In njim bi morali dati več besede, ker tudi oni bi najbolj predstavili, se mi zdi, torej otroci so ogledalo, resnično so ogledalo družbe, ogledalo tega, kako smo zdaj, torej, ker oni pač absorbirajo, oni so spužve vsega, kar naše spužve, torej oni nas absorbirajo in če bi njim dali, in zelo jasno kažejo ogledalo, to hoče povedati, se pravi,
In ja, učitelji se mi zdi, da absolutno jim dajemo premalo možnosti, da govorijo, da izražajo, da se izražajo, da povejo, koliko je res grozen zdaj v tem trenutku, kakšni so otroci, kam gre naša družba, ta individualistični nazori, tekmovalnost. Veš, koliko je tega? Koliko imaš stare svoje? 3. razred in ravno zdaj le dobivam vmes idejo, ko to govoriš, ko zadnje čase, ko grem po njo v šolo, in recimo, če je slabo vreme in stopim v garderobo, ker pač sicer počakamo zunaj, jaz že po 10 minutah tistega šundra, pa je samo garderoba, to ni razred. Pa je samo šunder. Še nič nimamo konfliktov, še nobenih odgovarjanj. Nič. Samo šunder. Jaz grem ven. Ja, verjamem. Ker mi je meni osebno, mislim, jaz tudi vem, da ne bi res nikoli in se vedno klanjam učiteljem, ker jaz nisem iz tega testa, da bi lahko upravljala ta poklic in to javno lahko priznam. In si vedno po 10 minutah, ko grem ven, si rečem, da so toliko ur, pa samo šunder. Pa še tam jih v garderobih verjetno niti ni tako zelo velika, ne? Ne, seveda, da ne. Si pa predstavljali, da jih imaš 25, 26, 27, 28 z različnimi potrebami, tako da ne, to je, mislim, tukaj bo treba narediti v izobraževalnem sistemu resnično tako take spremembe, to sem prepričana. Je pa tudi res, da je sistem kot takšen, ne, še vedno nastavljen na generacije naše, pa še nazaj, ne, in potem takem tudi težko pričakujemo, da bojo najstniki, recimo, no, ali pa tudi, no, se je že tudi na majhnih lahko problem, da bodo enako motivirani, da bojo enako sledili, pač ne. Absolutno ne. Plus, kaj se mi zdi, recimo, stvar, ki je zelo pomembna v konceptu, ki ga pač zdaj razvijamo, torej skupaj šolo, pa dr. Poredoš, v bistvu prav to, da je osmišljenost znanja, osmišljenost tega, kar se učiš. Naprimer, ful mi je lepo, tudi zdaj pri restauraciji, oni delajo recepte. Jork je naredil torej interkulturni meni, napisal recepte in oni zdaj to testirajo. Ampak zaenkrat testirajo za manjšo skupino, mi pa pričakujemo 400 ljudi, se pravi, imaš takoj tukaj uporabno vrednost matematike, se pravi pretvorbo količin. A veš, tako je uporabno, vse je ves čas, jaz sem tudi lani, sem ves čas poudarjala, zakaj se mi zdaj učimo oziroma pogovarjamo o regulaciji čustev. Zakaj? In sem jim rekla, ok, dajmo razmisliti, zakaj. Najprej, mi bomo morali, če boš igral na odru, boš moral preskakovati iz enih občutkov v drugih, iz enega občutka v druga. Recimo jeza, jaz moram ti najprej verjeti, da si res jezen, da si res žalosten. Se pravi, mora poiskati, kje je tisti gumbek, ki sproži v tebi jezen. Ampak hkrati boš potem moral tudi iz te jeze kmalu iti v veselje. Ne? Plus potem sem rekla, evo recimo, ne vem, predstavljate si situacijo. Veste, recimo hostese, tam sem imela eno situacijo. Veste hostese in 5 minut pred predstavo se skregate na smrt. Nekaj se zgodi. Kaj boste zdaj odprle vrata in nadrle publiko? Ja ne boste mogli, se pravi, morate najti način za samoregulacijo čustev. Ergo, zakaj mi to zdaj delamo? Zato, da se vi tega naučite, da dobite ta orodja za samoregulacijo. Torej, ni to zdaj zaradi tega, ker je prišla tle ena mama od Jonatana in bo zdaj ona malo z njimi delala samoregulacijo čustev. Ja, ne, zelo konkretno, zelo jasno. Zelo jasno, zakaj. Da sledijo, da so. Sploh otrokom, to sem ful ugotovila, da tudi to je ena stvar, ki bi jo morali dati veliko več v kurikulum. Prav ta pogovor o čustvih, izraža čustva, recimo to smo tudi delali, da so govorili o svojih situacijah, ko so bili res jezni, o situacijah, ko so bili žalostni. Ful je bilo zanimivo, res kako otroci to... že asertivna komunikacija v smislu, kako reševati, ko pride, ne pa samo, ne vem, s pestmi ali pa nekaj, ampak povej, kaj te moti. To, kar mogoče potem doma nekateri učimo in probamo iz otrok vleči ven, da vendarle, če poveš, da ti nekaj ni dobro, v redu in tako naprej, boš morda hitreje prišel do nekega cilja, kot pa če si tiho. Mi smo zelo veliko tega delali, mislim, se to delajo na splošno, absolutno dejstvo je, da nam zdaj ne govorim, da smo mi delali nekaj zelo specifičnega oziroma da smo delali nekaj, kar v šolskem sistemu ni prisotno. Ne, ampak ste pa imeli več časa morda za to. Točno to hočem povedati. Pač prihajajo, absolutno imajo delavnice, imajo predavanja, ampak je premalo tega. To hočem povedati, premalo plus
preveč je govora in premalo dejanskih izkušenj. To je recimo nekaj, kar jaz res opažam na splošno v izobraževalnem sistemu, ta izkustveno učenje, oprijemljivo učenje. Jaz tudi recimo spomnim se čisto zelo banalen primer, ko recimo se kdaj pogovarjam z mojim starejšim sinom, on ima izjemen spomin in on je imel to tendenco, da se je stvari napifljal na pamet. Kaj me je začel delati, Pač prebral in se naučil in potem začel drdrati. Ja, pa hudiča, bog! In sem rekla, niti podrazno. Ne, in sva šla, kaj zdaj to pomeni? Daj mi situacijo, na katero lahko zdaj to znanje apliciraš. Kje se je to zgodilo, kako se je to zgodilo, pojasni mi s svojimi besedami. In takoj, ko sem začutila, da je začel drdrati neke stvari, ne. Ali pa recimo, je delu s ChatGPT-jem je hotel narediti referat o Valvazorju. In sem šla, glih na sprehod in pridem nazaj in vidim, kako on prepisuje s ChatGPT-jem. Se zmešal. Se ni problema, da ti s ChatGPT-ja prebereš, se naučiš. Če pač nimaš dostopa do ničesar drugega. Ne pravim, tudi jaz absolutno ChatGPT uporabljam. Ampak, No, pa sem rekla, čakaj malo mucek. Tlele imava midva Slavo Vojvodino Kranjske. In sem pač rekla, evo, poglejva, tlele na prvih straneh imaš kar precej o Valvazorju. Ja, je težek jezik, je zelo arhaično napisano in tako naprej. Vem, da bo težko brati, mi je jasno, ampak potrudi se. Okay? In potem je najprej bil tak čisti izpad in potem je šel brati. Jaz ne razumem, moš iti še enkrat. In je šel še enkrat in potem je hotel iti prepisovati iz tle. Ne! Kaj si iz prvega odstavka? In sva šla čisto postopoma. Kaj si iz prvega odstavka? Kaj je tisto, kar ti je ostalo iz prvega odstavka? In je ugotovil, da v bistvu dobi zelo dobro vsebino ven. Gremo na drugi odstavek in je spet dobi zelo dobro vsebino. In se je v bistvu na tak način naučil razmišljati dejansko svojo glavo. In ja, ta referat je potem seveda naredil, vsi so bili frapirani, glih zaradi tega, ker se je čutil njegov doprinos, ker se je čutilo, da to ni generično in prepisano. In da tudi razume, o čem kar govori pravzaprav. Absolutno. Maja, bi lahko rekla, da je to tudi en tak dober primer dobre prakse v smislu, kako z našimi najmlajšimi delati ta uvod v znanje, kako se učiti. Ker se mi zdi, da možno, ker se mi zdi, da dejansko, ko enkrat pridejo v 3. razred, ko se začnejo ocene, na žalost še vedno veliko otrok vzame zvezek knjigo, če že, zato ker čaka potem na tisto številko, ne pa zato, ker bi ga res zanimalo, ne vem, kaj delajo v muzejih in tako naprej, in verjetno na tak podoben način, da vztrajamo pri tem, da svojo glavo in da sami poskusijo in tako je nek recept, verjamem pa, da je veliko energije za to potrebno, pa veliko izpadov vmes. In strani staršev in strani otrok, Mislim, jaz recimo mojim otrokama, še posebej starejšmu, ki ta mali ipak šele 1 leto star, ampak tudi njemu že, tudi ko smo se pogovarjali o cenah, enkrat je imel, jaz sem pač bila kar pridna učenka, mislim pridna nisem, ampak sem imela dobre ocene. In je imel enkrat moj sin, ta starejši izpad, se ne vem, kaj je že bila, nekako imel stisko prav glede tega, da ti hočeš, da imam sam 5, Sem rekla, v bistvu ne, Jonatan, niti približno nočem, da imaš samo 5 in predvsem nočem, da jih imaš zaradi mene. Prvo kot prvo, kaj ti sploh pove ocena? Jaz sem šla bolj na to. Ocena ti pove to, se pravi, ti imaš neko količino znanja, ki ga moraš v enem letu dobiti. To je v bistvu kurikulum. In pač to je znanje, ki ga moraš dobiti za nadaljevanje, ker nadaljevanje, naslednji razred bo baziral na tem znanju. Bo šel od te točke naprej. In kaj ti ocena pove? Če ti recimo dobiš, ne vem, odlično, to pomeni, da si ti bolj kot ne dobil, torej ponotranil in dobil to znanje celotnega leta. Če si dobil 4, nekaj mičkam ti ga je zmanjkalo. Se pravi, fajn je, da pogledaš potem na testu, kaj je tisto, kar ti je zmanjkalo. In ni frke, si dobil 4, ni frke. Res ni frke, to samo pomeni, da ti je nekaj zmanjkalo, na testu poglej, to mi je zmanjkalo, to se moram še naučiti. In se naučiš.
Zaradi tega, da imaš pač polno znanje. Ker če se ne boš, ti bo potem skozi imaš tam manjko. Ja, številka je v bistvu odraz tvojega trenutnega stanja. Samo to. Drugega, in ti ne delaš tega za mene, človek. Ti ne delaš tega za mene. Ja, valjda, če boš pač me dobro ceniš, tudi prišel naprej v življenju, na boljše šole in tako naprej, čeprav se tudi to zdaj pač spreminja, tako da te neke izjave, če ne boš dober v šoli, boš pa pometati službe, ceste pač ne veljajo več. Tako da jaz mu to ves čas govorim, ne delaš tega za mene. Samo pa ves čas rekla, Jonatan, vse, kar si pa res želim od vaju, bo ta radovedna, sam najvaju stvari zanimajo. Moj tati je recimo tak, meni to ful lepo pri njemu, ful spoštujem to in obožujem to, on ve vse. On ve vse, ampak res, on ve vse, zaradi tega, ker ga stvari zanimajo. Je pač bolj humanistično naravnan, ampak tipo obvlada kemijo, recimo. Zato, ker ga je zanimala. Mene, primer, tudi kemija šla, zato, ker se mi je zdela zanimiva. A veš, in to je to, da pač v življenju, wow, da je nekaj zanimivo. Ali pa recimo imela sem matematiko, nič ne delam z matematiko, ampak imela sem matematiko, sem jo obožvala. Zato, ker sem imela eno odlično v bistvu inštruktorco, torej ne, učitelj ni bil spet toliko dober, je bila pa inštruktorca toliko boljša, ki mi je, kako mi je ona znala na the best način razložiti stvari. To pa že v srednji šoli? To sicer potem že v srednji šoli in sem tudi na maturi imela vse pike, ker mi je bilo the best, meni je bilo to super, wow, ker sem razumela stvari, pa sem tudi z veseljem delala to, Tako da radovednost, najhujše mi je to, ko nekdo reče, da je SSN. Kaj pa na to odreagiraš doma, ko recimo reče, se to me pa ne zanima, ali pa se ne to rečete tega. A ne? Ne, mislim, po mojem, mogoče si tudi naupate. Skozi ponavljam. Čakaj, stara sta koliko? 10 pa 7. Aha, se pravi prvi pa zdaj četrti razred. Glede na to, da velikrat rečejo, isti starši, ista vzgoja, pa dva popolnoma različna. Ja, različna, ful, ja. Karakterno, v smislu en miren, en bolj divji? Ne, oba sta divja, ampak sta pa karakterno zelo različna in tudi ta balans je zelo težko. To sem ugotovila, da mislila sem, da bo lažje ta balans, se pravi balans, mislim tukaj, kako vzgajati enega in kako drugega, ker v bistvu moraš imeti, to sem ugotovila, da moraš imeti drugačne pristope. Ne moraš čisto isto peljati, tako da to, kar rečejo ista vzgoja, v bistvu ne sme biti ista vzgoja, ampak to zavedanje, vsaj to pri sebi opažam, to zavedanje, da ta mali potrebuje. On je zelo svoboden, on je taka zelo svobodna duša, ekstremno umetniška duša in on je tak bolj free in naprimer ful mi je težko zelo pogosto, recimo, evo ti dala čisto primere. On naprimer se ne bi, zgodil se, hotel je igrati klavir. In smo si sposodili nek synthesizer in valjda običajna reakcija oziroma običajna pot do znanja klavirja bi bila taka, da ga pač upišeš v glasbeno šolo. In seveda je z Juretom sva mu to ponudila, malo še celo ustrajala, pa sva rekla, ok, glasbena šola ne, dobro, gremo na aplikacije, ampak ni mu bilo živčen, zoperen je ratu glede tega in za nekaj časa je pustil klavir. Smo mislili ga že vrniti nazaj in pač v redu je propadla ta ideja. No, kar pa je ta mali začel vsakič po šoli šel gor in začel igrati. In na začetku je bilo to seveda dum, ne? Pole pa začel ne vem, ko bi rekla, iz feelinga verjetno, pač raziskovati tipke in to, kaj se zgodi, ko ta sledite in danes on igra melodije. On igra neke, bi rekla, melodije malo v stilu Max Richterja, ja, star 7 let in razumeš, in meni je bila v bistvu ta pot toliko bolj dragocena in sva ga pustila. In zdaj pač se ne vem, a je prav, mogoče bi v enem trenutku bilo boljš, da zdaj ga malo prisilva, ne vem, dejansko ne vem, ampak sam raziskuje, se mi zdi, da mu ta glasba res mu
mu je en odmik od ne vem, sveta, ta pač umetniško raziskovanje in se mi zdi to toliko bolj dragoceno, kot da bi zdaj rekla, ok, super, zdaj pa greva v šolo, a ne. Tudi, na primer, izjemno dobro pleše. On ima en tak perfektno gibanje. In spet, ne. V stilu 50-ih, to, kar je tebi všeč, ali bolj salsa stil? Ne, modern, zelo modern, zelo je tako, še prav čuti glasbo in pol gre čisto en tak svoj džir in je tudi bil v glasbeni šoli, šel v vrtcu, ampak mu je bilo grozen. In sva ga mogla v enem trenutku izpisati. Je pa tudi ta učiteljica rekla, da takoj, ko mi je dala muziko in so prosto pa Prešernu plesali, njemu se je odprl. A veš, recimo Jonatan, čist kontra. Absolutno kontra, on pa pač rabi usmeritve, rabi tehniko, on je tudi, veš, glavca, tako ful rad razmišlja in tako racijo mu ful dela in tako. A veš, in je treba drugače peljati. Imeti drug pristop. Drug pristop je treba imeti, ne? Nekoč si rekla, da imaš z njima zelo dober stik. Kaj si s tem mislila? Stik v smislu čutenja. O tem je ful težko govoriti, ampak ko pa se mogoče ni to prava beseda, ampak druge ne najdem. Ne vem, kako naj rečem to drugače, ker gre za občutek. Torej, ko sem bila, recimo sploh, ko je bil Jonatan mlajši, pa bom rekla, ja, nekako do burnouta je bilo, tega stika ni bilo. Ni bilo nekako, ne vem, A bi bolj rekla, da si bila v funkciji samo mame? Ja, to bi si dobro rekla, mogoče v funkciji mame. Danes, tako, ko sem te slišala, ko si to v enem intervjuju rekla, da imaš z njima dober stik, pa potem nisi pojasnila, kaj točno si s tem mislila, sem jaz takoj dobila idejo, tako v moji glavi, sem si predstavljala mamo, ki da samo navodila, v smislu, ne vem, končaj, ne vem, z laganjem kock, pojdi potuš, umij zobe in pojdi spat, ne? Ali pa mamo, ki pride k kockam, se usede in reče, kako si to dobro naredil, ta stolp je pa res dober, no, zdaj pa treba iti pod tuš. Ja, bolj to. Mogoče sem tako. Ja. Mislim, seveda sem tudi v funkciji mame, kadar je pač treba stvari izpeljati, ampak ja, to, da po moje najbolj to prav, da se ustavim, pogledam, kaj se v bistvu dogaja zdaj v tem otroku, kaj je zadaj, zakaj je ta izpad trme. Tudi, da si dovolim recimo čutiti neke težke občutke, ki jih recimo prej nisem zmogla, res jih nisem zmogla. Vse to je res težko. Brez terapije bi prišla do tega sama? Ne. Zato verjetno praviš, da je izgorelost na nek način bila takrat tudi dobra v tvojem primeru. Ne? Ti je odprla popolnoma druge oči, si mislim. Mogoče bi prišla do tega, ne vem, to dejansko ne vem, ampak pač mogoče bom rekla, da je terapija pohitrila zagotovo to, ker pač terapija mi je dala ta občutek, kaj pomeni zavedanje, kaj pomeni ta širši pogled od zunaj, to, da se znam ustaviti in obrati drugo pot. Ne vem, mislim, spomnim se prav tega trenutka, ko sem zagledala in predvsem videla Jonatana na povsem drugačen način. Tega jaz ne bom pozabila, to je bil res en tak trenutek, ko sem iz tega funkcioniranja šla čist popolnoma drugo pot. To je bilo obdobje njegovih ekstremnih tantrumov, res je bilo težko, res so bili ekstremni, z večurnega kričanja, psovanja, tepežev in tako. No in bilo je to obdobje, ko so bila v bistvu oba z Juretom zelo obupana že. Takrat se prav spomnim enega trenutka, bila je korona in Val je spal, Jure ne vem, kje je bil in jaz sem se ustavila, narezala nama sadje, in sem rekla, ti, kaj pa če imamo midva piknik sredi dnevne sobe? In me je pogledal,
kakšen piknik srednjevne sobe. Ja, tle se odalo sedla, imela piknik srednjevne sobe. Jaz sem ful manj govorila, ful sem bila bolj tiho takrat in sem ga ful opazvala. Prvič v življenju, veš tiska, ki gledaš nekoga in ga vidiš globlje. In takrat se prav spomnim v enem trenutku me tudi tam pogledal in sva se gledala in tudi njemu ni bilo jasno, kaj zdaj jaz njega gledam in je tudi on utihnil. In pa je prišel k meni v naročje in sva bila ful časa tiho in takrat se, ne vem, kako bi rekla. Nekaj zgodil. Ja. Ja. In takrat naprej je večkrat prikličem ta občutek in ja. Maja, čez izgorelost in čez celoten ta proces postavljanja nazaj na noge, če lahko temu tako rečem, si šla koliko časa nazaj, koliko časa je to vse skupaj trajalo? Se pravi... Ker zametki so bili seveda že prej verjetno tisti upozorilni znaki, ki jih marsikdo presliši, ne? Se pravi, to bilo zdaj, bi rekla, 7 let nazaj. Trajalo je skoraj eno leto. To je bilo pred valom? Ne, v bistvu val je bil glih, val je bil 5 mesecev star. Jonatan 3, tako, val je bil čist mičken, takrat se je bolj še korona začela in tako jaz sem šla tudi malo prehitro nazaj delati, pa študirati, pa to, ker pač seveda ne smeš spustiti nobene sekunde v življenju, življenje teče in tako. Pa se je korona začela, pa kar precej je bilo takrat družinsko tako zelo težje obdobje. Tako da pa je bilo v bistvu 1 leto, ker je bilo zelo challenging. Pol pa postopoma, ampak bi rekla, da res dobre 2 leti, da sem v bistvu 4 leta, da sem splavala, 2 leti pa, da sem dobila približno nekako nazaj moči. A bi lahko, zdaj ko recimo pomisliš za nazaj, a ima lahko kakšno vezo tudi recimo dejstvo, da, a veš, ko včasih za kakšno žensko tudi rečejo, da se ta izgorelost zgodi hitreje ali pa da se sovpada s kakšno, ne vem, poporodno depresijo z vsem tem. Možno, to sem se jaz tudi spraševala, pa tudi seveda psihiatrijo sem vprašala, pa rekla, da en del zagotovo je bil, ampak da ni bila to klasična poporodna, da je bil to prav sindrom izgorelosti, prav kolaps. Rekla si, da je bilo za družino takrat kaotično, verjetno zelo naporno leto, si mislim, da absolutno, ko se en v družini spopada s takšno stvarjo, se v resnici vsi, čeprav sta otroka še ne bila zelo mehna, ampak verjetno tudi je to bil en poseben izziv, če lahko tako rečem, Juretu, verjetno stati ob nekom v takšni situaciji. Tako se mi zdi, veš, da včasih ne me narobe razumeti. Pozabimo na te zraven. Ja. Vem. Veš, kaj ti hočem, ne mislim tako na slabega, valjda, da si takrat ti tista, ki se ti pač dogaja, ampak ponavadi pozabimo, da tudi tistemu, ki je zraven, ful težko. Ni dobro. Moj Jure je sicer to ekstremno dobro peljal in sem ga tudi to vprašala, potem, ko sem bila že boljš, ko sem se v bistvu sploh zavedala, da bi on v bistvu zelo cool, zelo v redu. Ja, on je v bistvu zelo v redu in sem tako prav pomislila, ti sploh nisi mene resno jemal, rekel, ne, da sem bi težko mene resno jemal, ker sem res razpadala, ampak on je me prav to rekel, jaz sem vedel, da boš ti to zvozila, da boš ti okej. On je to preprosto vedel. In sem ga tudi tako sem ga že, spomnim se, da sem ga mislila vprašati, kako si ti to vedel, pa sem pa v bistvu si že sama sebi odgovorila, zaradi tega, ker jaz sem se res tega sindroma, torej te situacije, te bolezni ali motnje, se ne točno, kako se temu reče, lotila
tako napolno, res, prav tudi psihiatrinja in terapevt sta mi oba rekla, da jaz sem preskakovala stopnice, zato so bili tudi odzivi, zato mi je bilo tudi pač težje mogoče v tem obdobju, a ne, res sem vsaka terapija, sem šla napolno noter, jaz sem si pisala, prihajala sem z zapiski, kaj hočem razčistiti, pogledati, vse občutke sem dajala na papir in tako, jaz sem se res piflarsko sem se lotila tega, ne, pa jaz bom to rešila. Ko sem dobila zagotovilo, in to sem rabila zagotovilo in spraševala sem, ali bom boljše. In ko so mi rekli, ja, boš boljše, bo trajalo, ampak boš boljše. Potem sem jaz pač, in potem sem še druga stvar, ko sem vprašala, in to je pot do biti boljše, in so mi rekli, ja, to je pot do biti boljše, in potem sem šla jaz. Ok, let's go. Se pravi, nisi imela tudi nobenih težav z dejstvom, da ne vem, vzameš kakšno, ne vem, pomirjevalo, kakšno ne, tableto. Mislim, sem imela težave s tem, ampak... Mislim, težave ne me narobe razumeti, če je treba, seveda človek vzame, ampak se mi zdi, da si bolj človek neke narave, bolj... Ja, absolutno sem, ampak to je bilo to hudo, da pač brez tega ni šlo. Kakšni so to bili občutki, Maja, v tebi notri, ko rečeš, bilo je tako hudo? Veš, to je spet če mi težko opišeš en dan tvoj, kako je izgledal, recimo. O občutkih, to je ful, jaz mislim, da je to res, občutkih nasplošno je težko govoriti, ker si vsak zelo pač potem po svoje predstavlja, ampak to je, ja, ne vem. Ker se mi zdi, da je včasih malo zmotno prepričanje, da je takšno stanje, ki si ga sama dala čez, prvič, da si sam utrujen, ali pa, da bo pa zdaj nujno ta človek samo ležal in niti do WC-ja zmogel sam. A veš? Odvisno, to je zelo odvisno od pač tega, kako je. Pač pri meni, jaz v bistvu niti nisem mogla spati, jaz sem bila ful utrujena, ampak nisem mogla spati, ker sem imela ves čas, v bistvu sem bila na meji panike. Ta tesnoba se je pri meni, jaz pač govorim za sebe, ker ne vem kako je, verjetno je zelo podobno, ne, ker pač seveda se mi ni dogajalo nič zelo specifično mojega, individualnega, ampak ja, verjetno so odstopanja. Skratka, pri meni dotično je bilo tako, da sem imela ta nepojasnen strah, ki se je odražal v eni taki gromozanski skali v meni, vnoter tukaj, ves čas je bilo tle, pa take mehke noge, se pravi, ta skala, ki je najbolj v bistvu lahko povem opišem kot nek vseprisoten, velik strah, nepojasnen, ki je dostikrat potem tudi prerastel to hitro bitje srca, tako, ker se kar v bistvu v enem trenutku si lahko dobro, pa kar naenkrat ker pride do ene panike, zdaj se bo nekaj zgodilo in to je v bistvu ves čas prežet, celo telo je prežeto s tem strahom. Jaz sem tudi imela občutek, da imam eno tako kopreno pred očmi, tudi sluh je bil omejen in tudi recimo, ko gledam slike za nazaj, ne, iz tistega obdobja, jaz imam umeten nasmešek na obrazu, se vidi, pač sem se nasmejala za skupinsko, družinsko sliko, ampak to ni nasmešek, to je, ja, in jaz tudi otroka, ki sem gledala, takrat je bilo pa čisto resnično golo funkcioniranje. Se to, kako si pa zmogla konec koncu skrbeti za 5-mesečnika? Ja, večkrat tudi na pomirjevalih. Večkrat tudi, ja. Mislim, ne za čisto vsak dan, ampak pač, ko je bilo tako, da je bilo tudi napadov panike, a napadi panike pa izgledajo v bistvu tako, da lahko tudi pride do tako močnega razbijanja srca, pa v bistvu potem pač začneš verjetno prekomerno dihati in tako, in ja, se mi je pač zgodilo tudi, da sem padla dol in ena taka situacija, ki se me je res močno dotaknila, zato sem tudi takrat videla, da stvar res ni enostavna in da ko mi je moja psihiatrinja dala zagotovilo, da nimam take, rečemo temu, možganske geometrije ali pa arhitekture osebnosti, da bi bila nagnjena k odvisnostim in da naj si pomagam z pomirjevali, da ne bom tega začela zlorabljati, da naj si pomagam, da mi bo lažje
Skratka, takrat po tej situaciji sem nekako veliko bolj to razumela, kaj je mislila s tem. Torej, padla sem dol, Jureta ni bilo doma, bila sem sama z 5, 6, 7, 8 mesečnim otrokom, pa 3 leta starim otrokom, korona je bila in tako. In sem pač padla dol in sem se zbudila po enem takem napadu panike iz te, to je nezavest, I guess, in pač otroka prestrašena me gledata. Veš, to je pač situacija, ko si rečeš, ok, come on, ne. Bila sem pa hkrati ves čas lucidna, to je recimo bil en strah, ki ga je moja mami ful imela, veš, se pravi, tudi malo reči v temu širši družini, to ni enostavno. Moja mama je bila, priznam, da tudi v težki situaciji, ona tudi ni vedela, ne je bilo ful strah, da me bodo zaprli v norišnico, razumeš, to je pa ta stara, prastari straha, ne, ko se ti dogaja nekaj, kar je povezano z duševnostjo, torej kakršnokoli stvar, ki je pač torej povezana, depresija. Ona dejansko res ni vedela, kaj je to, no. Se tudi jaz nisem vedela, noben ni vedel, ker se čisto premalo govori o tem. Skratka, ampak ko se mi je začelo to dogajati in ko sem dobila takrat v bistvu to diagnozo, sindrom izgorelosti in tako, moja mama je bilo samo tega strah, da me bodo zaprli. Tudi ko sem šla po pomoč na psihiatrično hitro pomoč, ko so pač ugotovili, da ne umiram, ne, ampak bil je tako občutek v meni, kakor da bom zdaj glih kar umrla in so ugotovili, da pač ne gre za kap ali pa kaj v tem duhu, ampak gre za čist drugo stvar. In moj tati je šel z mano takrat in mami je bilo doma grozljivo težko, ostala je doma, mislim pri meni doma, in je bilo grozljivo težko, ker je bilo sam to strah, da me bodo obdržali noter in da bo to zdaj, da verjetno imela ta strah. Moji hčeri se je zmešal, veš? Se to je strah, ki ga imaš, ko se ti to dogaja, imaš strah, da se ti meša. To je v bistvu daleč največji strah, da tega ne bo konc in da se ti meša. Kar naenkrat ti nisi več ti, razumeš, nisi več ti, nimaš nobenega več vpliva nad svojim počutjem. To je najbolj grozno. In si se tudi sama verjetno s tem strahom spopadala. Ja, valjda. Jaz sem mogoče še huj je ta del, kot pa dejstvo, da pa sprejmaš, da pač boš na dolgi poti. Tudi to sem rabila zagotovilo, ne, Maja, ne, vam se ne meša. In ne, Maja, ne bo se vam zmešalo. Sploh zato, ker obstajajo seveda tudi zgodbe, ki se začnejo na tak način, pa se potem končajo, morda tudi na zaprtem oddelku. Ja, seveda, lahko bi bilo, absolutno, ampak ko sem dotično zame dobila pač glede na vse stanje, na pogovore, to ni bilo pač nekaj, da so me pogledali, pa ne, seveda vi niste za psihiatrijo, ampak pač glede na vse, kako je bilo, so rekli pač ne, da ne gre za neko psihozo, vi ste lucidna, ne bo lahko, ampak boste izplavala. Ko sem torej to dobila jaz osebno zagotovilo, mi je bilo neprimerno lažje, moji mami je bilo pa težje, ker dolg časa ni mogla ven izplavati iz tega strahu, tudi zato, ker je trajala tako dolgo časa pri meni, ne? In tudi ne glede na to, da sem mi rekla, mami, jaz bom v redu in ne bo se mi zmešalo, samo trajalo bo, je imela ves čas strah. Tako da to je res težko, zato je tudi pomembno, da se govori o tem, res. Ja. Kako se je pa odražal tudi ta strah, recimo pri njej? Vem, da vidve sta v tvojih najstniških pa pol zgodnjih 20-ih imele kar buren odnos, lahko temu rečemo. Maja je veljala za samosvojo in zelo, kako si rekla, bila sem mladenka, ki sem želela sprobati vse, ne? Mama je imela izkušnjo pri bratu in sestri, ki sta bila popolnoma drugačna in bolj mirna in potem je to verjetno pri tebi tudi malo težje vse skupaj sprejemala, pa tudi sicer, mamo poznamo, in vemo, da je brez dlake na jeziku, da pove, kar si misli in tako, kar je super. Tako. Kaj bi rekla v tistem obdobju, kako se je pol to kazalo? A se to kaže pol na način, da te, ne vem, večkrat na dan pokliče in sprašuje eno in isto, ali te, ne vem, očitajoče gleda, ko vzameš spet pomirjevalo? Ne, to ne. To ne. Se je bila fulja, močno podporna. Predvsem je skušala pomagati seveda s hrano, ne. Skušala mi je pomagati na način, da je počuvala kaj otroke in tako. Jaz sem jo tudi skušala ne obremenjevati z
Mogoče kdaj tudi nisem, priznam, pač povedala razsežnosti dejanskega stanja, kar se mi je zdelo tudi ok. Skušala mi je pomagati, kakor je pač najbolj znala, največkrat kakor sem rekla, s hrano. In to je bilo v bistvu več kot dovolj. Sploh zato, ker verjetno, da bi še prenašala ta strah na tebe, se zelo dobro zavedala, da ne bo naredila nič koristnega. Ne? Jaz zdaj v bistvu za nazaj, ko pogledam spet širše, pa za nazaj, ne vidim, bolj čutim to, da ji je bilo težko, pa spomnim se, v tisto prvo obdobje je bilo res težko. Potem pa vem, da je bilo po mojem prav ta, veš kaj je bilo po mojem najtežje? Nemoč. In to je po mojem dejansko tisto, kar čutijo, kar čuti okolica, ne? Torej bližnja okolica. Torej ta nemoč. Pa še zdi se mi, da pri partnerstvu je to spet vse malo drugače, ker živiš skupaj in imaš nek občutek, da imaš malo pod kontrolo, vidiš, kaj se s tem človekom dogaja, kakšen se zjutraj. Tako, ne? One dva pa ne. Tati je bil tudi super, ki je šel z mano. Bil super, je šel, me je peljal, bil zraven, poslušal. Mami recimo ne bi nikakor vzela s sabo na kakšen posvet k komu, ker bi bilo preveč panike. Tati je pa znal tudi razumsko videti in sprejeti stvari. Tako da, pa moj Jure je šel, pa tako. Z Juretom sta predtem, potem ali vmes tudi hodila na terapije? Pred tem in potem. Pred tem, v bistvu še preden se meni torej zgodila izgorelost, sva v bistvu čisto zaradi naju šla in jaz sem tudi spet izjemno hvaležna, da ima on to, kaj je to? Moč, da sprejme, rečemo temu tako, moč, da sprejme ta vidik pomoči, ker to pač vidim, da to je nekaj, kar je mogoče pri moških še večji izziv. On, ko sva midva imela izzive, je bil, mislim, da celo, ne vem, a sem jaz predlagala, da greva na terapijo, pa je on najdu, ali celo on predlagal, pa tudi on najdu. Se pravi, ni bil nekdo, ki dostakrat rečejo, vem, da to rečejo, če imaš ti problem, pejt ne. Mislim, kaj zdaj mene, ne, tlele. Tako da on absolutno ima to širino in to sem neizmerno hvaležna. To spet ni samo po sebi pomembno. To je res, ja. Veš, da nič ni samo po sebi pomembno, to je tudi eno tako darilo, mogoče tudi izgorelosti ali pa zrelosti, ne vem. Ja, a bi rekla, da je recimo dejstvo, da greš na partnersko terapijo, ne? Danes se mi zdi, da se o tem spet več govori, pa da morda tudi moški lažje grejo kot pred, če pomisliva na, ne vem, najne očete ali pa še nazaj detke, ne? Pa vseeno po drugi strani se mi pa zdi, da so pa vseeno mladi danes bolj narejeni na, sej, če pa tole ne štima, to pa jaz ne rabim, jaz se to ne bom šel, adijo pa nasvidenje. Vendarle je neka želja v ozadju, želim si biti s tabo in želim imeti dober odnos, ampak daj pejva, da mogoče dobiva samo eno usmeritev, kaj še. Ali gre vedno za to, da se mora zgoditi nek, a veš, kaj je bilo v vajnem primeru? A je bilo neko nezadovoljstvo, a je bila ta neka... Ne vem. Ne vem, kompleksno je. Mislim, lahko seveda lahko povem, kaj so bili, jaz sama pri sebi vem, ampak ne bom povedala, ker bi šla preveč mogoče ni pošteno niti do njega, niti do mene, da bi to nekako razglabljala. Torej, jaz mislim, da nikoli ni samo ena stvar. Mogoče je včasih prevaral si, ampak prevara je vedno samo pač nek rezultat nečesa. Tako da bilo je kompleksno, seveda, jaz mislim, da ni bil Jonatan kriv, da je prišlo do tega, je pa rojstvo, ki pač zelo močno zamaje nek partnerski odnos, ki ga zelo, zamaje ga zelo ga, se mi zdi, da spremeni, pa predvsem pokaže zaradi narave, ki, torej prihod novega člana definitivno zahteva spremembe in te spremembe
pač odprejo oziroma pokažejo neke stvari, ki jih mogoče, ki so bile prej, jih je bilo veliko lažje pomesti pod preprogo, zdaj pa pač se jih ne da. Ne? Tako da to se je pač pri nama zgodilo in to se zgodi seveda pri vseh. In ja, midva sva potem pač poiskala, sva šla na pogovor in če kaj prej sem hodila nekaj reči, in kaj je recimo ena stvar, ki se mi zdi, da je spet eden izmed takih prelomnih trenutkov znotraj zakonske terapije, ali kako se že reče temu, partnerske terapije. Spet trenutek, ki ga ne bom pozabila, ki je bil meni tako, breakthrough. Je bil v bistvu trenutek, ko sem človeka, ko sem torej dotično njega, ko se je v bistvu zgodil premik iz tega, a veš, ko te nekdo, ko imaš z nekom spor ali pa nek konflikt, ko torej si z nekom v nekem konfliktu, čutiš neko jezo, razočaranje, žalost, ne? Torej to je nek tak konglomerat takih čustev, ne? Torej ta človek tebi povzroča bolečine, ne? In vse, kar čutiš, je mržnja in zato pač prihaja do teh konfliktov in sporov in tako. No in kaj se je zgodilo, pač tukaj je bilo pač znotraj terapije po dolgem času, ne? To ne govorimo, da se je zgodilo v parih mesecih, mi da sva hodila, to moreš hoditi, ne? Tudi to je to zmotno prepričanje, jaz sva bila 5-krat, ja bravo, super 5-krat, lepo, ne? Glih začela sta se spoznavati, niti še začela se nista spoznavati, niti na začetku poti nista, skratka. Ko po nekem trajanju sem v enem trenutku doživela razumevanje, ajde rečva temu bistva njega samega in bila sposobna iti iz te jeze v sočutje. In to sočutje je bilo tako, če se ti tega ne delaš zato, ker bi bil zloben, ker bi me sovražil, ker bi ne vem kaj. Hotel prizadeti. Ja. Ampak tam zadnji je nek trigger, neka koda, nekaj, kar se je imprintnilo leta, desetletja nazaj, zato, ker je v bistvu tebi to pomagalo preživeti takrat. In zdaj ti sicer delaš kifo, zato ker pač mene prizadane, ampak v resnici, čak mal. In sem sposobna bila videti popolnoma, slika je bila popolnoma drugačna. In kar naenkrat se je ta jeza v meni tako, okej. In posledično je drugačen odziv, ne? Seveda. Mislim, daleč od tega, da se midva ne kregava. Daleč od tega. Niti približno. Ampak drugač, ta kvaliteta sporov je drugačna. Tudi lahko prideva zelo hitro spet skupaj in ta vprosti in čutila sem to, čutil sem to, pripeljala si me do tega, da sem čutil to. Razumeš? In pred nedolg nazaj smo imeli en orang crash in tudi pred tamalima, ne? In je bilo ful pomembno to, da sva se potem pobotala, spet pred tamalima, ne? Otroka sta dobila izkupiček, torej spoznanje, nauk tega je bilo, moja 2 starša sta se, ampak prišla sta skupaj, objela sta se, poljubila, nista šla skregana spat, ne? In to je v bistvu najbolj pomembno od vsega, bi jaz rekla. Ne to, kolikrat se skregamo, ampak kako znamo priti skupaj. In to, na primer, se je lani zgodilo, če se vrnemo nazaj, ker smo rekli, kakšni izkupički so bili, lani po predstavi, se je začelo to prav dogajati, da so otroci, ta sprava je bila čedalje bolj pogosta. Oprosti, žal mi je in te stvari. To se meni zdi najbolj dragocena stvar od vsega. Se sklofajo, še vedno se sklofajo, se bojo. In se tudi bojo. Sicer ne pravim, da je to prav, ampak ajde, v redu, recimo, da zaenkrat še nismo na tej stopni zavesti, da ampak razumeš, sorry, vse sem cool, vse sva cool, ne. Kepca in gremo naprej, ne. Nisva se uspeli sploh dotakniti naslova družbena omrežja niso zame, si nekoč rekla, nedolgo časa nazaj, bolj v smislu, da si prišla do trenutka, ko si samo scrollala, kot radi rečemo, in si izgubila, ne vem, uro svojega časa za
nepomembne stvari. Še vedno zame isto nepomembne, misliš? pač ja, jaz ne bom, vsak naj po svoje, res živi in pusti živeti. Zame je pač to izguba časa, pardon, žal, ja. Se vem, da je to življenje, v katerem živimo, pač svet, v katerem živimo, ima dobro. Nekako se jaz ne najdem. Vsakmu svoje. Jaz se nekako ne najdem, pa vedno imam pol občutek, da zamujam življenje, da vsi živijo boljše kot jaz, da se vsem ful bolj dogaja, da so vsi in lepši in bolj pametni kot jaz. In srečni, seveda. In mislim, da tega jaz osebno ne rabim. Se pravi, se ne bi nikoli, zdaj trenutno recimo, poigravala z mislijo, da boš posnela, kako greste z družino na kolo in kako... Mislim, da ne. Mislim, da ne. Si kar raje v trenutku, predvidevam, ne? Ja. Nimam nobenega problema, če kdo to počne, ampak ne. Ko rabiš svoj mir, poleg narave, kaj še narediš? S tamali mislim, pa pogledam, ali pa s psom, ali pa z mačko, pogledam kakšen film, grem sestavljati nogavice. Ful je zanimivo, ker me to kar sprošča, pogledam. Ja, ful smešen. Wow, no jaz imam pa s tem vedno težavo. Jaz imam tudi težave. Glizan sem pogruntala, da gledala sem eno serijo in sestavljam. In ti je bilo fajn? In sem tako prav v enem trenutku sem prišla do zavedanja, v bistvu sem pa zdaj prav srečna, prav fajn mi je. Ne vem zakaj. Dobar, sej od mojega naslova do tvojega ni tako zelo daleč, tako da ti sam povej, ja ti prinesem jaz moje nogavice, pa izvoli, ne? Večni problem, jaz ne vem, to jih stroji jejo. Ja, to je res noro. To je pa res noro. Veš, naslednjič, ko prideš, Maja, moram malo bolj lahkotne teme, pa zlagati nogavičke. Tako. Hvala ti za obisk. Ja, mislim, lahko bi še, ampak da bojo ljudje res prišli do konca pogovora in da bojo si želeli naslednjega s tabo. Hvala ti za vse. Mislim in upam, da sva dali ljudem, ki bodo to poslušali, več momentov, ampak tisti prvi del pa upam, da bi morda lahko bil komu ideja, kako se lotiti kakšnih problematičnih tretjih bojev. Ja. Hvala še enkrat. Zdaj so super, veš, zdaj so 4. C in 4. D in lahko rečem, da so čudoviti. Kljukca. Yes.